Kdo bo zmagovalec, kdo poraženec parlamentarnih volitev? In Anže Božič, kaj pravijo številke? Kažejo, da ostaja napeto in tesno, Jani. Parlamentarni prag bi trenutno prestopilo 7 strank. To je predvidena razdelitev sedežev, če upoštevamo najbolj zanesljivi množici volivcev. Strankarsko opredeljene in tiste, ki pravijo, da se bodo verjetno udeležili volitev. V tesnem duelu je Golobova Svoboda celo za las ujela in prehitela Janševo SDS. Obe bi ob takšnem rezultatu v parlamentu dobili po 28 poslancev. V tem primeru nobena čista blokovska koalicija nima večine 46 glasov. Trem desnim strankam zmanjkajo 3, trem levim pa 6 glasov. Resnice in poslancev manjšine nismo prišteli nikamor. Takšna je sicer splošna podpora vsem političnim strankam, ki kandidirajo na nedeljskih volitvah. To je prvih 9 strank, ki preostalim 8 pušča bolj ali manj le še politični drobiž. No, hkrati pa vidimo visok delež neopredeljenih. Vsak 4. anketiranec namreč še vedno ne ve, koga bi volil. S tem pa so teoretično največja stranka v državi.